Hvala gospodu doktorju Zorcu. Zdaj pa bi radi dali besedo tudi našemu predsedniku, gospodu Borutu Pahorju, da nam spregovori tudi on. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, na ta spominski dan se želim tukaj izroviti, oglasiti in nagovoriti vse Slovenke in Slovence tukaj v tej prilepi deželi, državi, domovini in vse naše rojake, tako za mejo, kot tiste, ki so razseljeni po celem svetu. V kratkem bomo konec leta praznovali 25. obletnico naše odločitve, da ustanovimo lastno državo. In samo nekaj mesecev manj kot leto dni nas loči, ko bomo praznovali razglasitev te države. Slovenci smo skupaj v veliki enotnosti dosegli ustanovitev države in prevzeli odgovornost za našo usodo v naše roke. Imamo eno državo in mislim, da ne moremo imeti dveh domovin. Mislim, da je slovenska država lahko uspešna država samo, če bo in mora biti tudi ena domovina. Slovenija je bila ustanovljena za evropsko idejo, za idejo sprave. In želim si, da bi v takem stanju duha, ker tako spravo razumem, praznovali tudi odločitev za samostojno državo in razglasitev te države. Rad bi vas pozval, da nikoli in nikoli več ne bi ta ali druga ideologija bila skušnjava za to, da bi se obrnili stran od demokracije. Nikoli več. In nikoli več, da bi bili priča takim ali drugačnim upravičilom, da bi brat dvignil nad roko nad bratom. Nikoli več. Mislim, da ne glede na to, da smo različni in bomo taki ostali, da imamo v demokraciji in v spravi dve poti, ki to državo in našo skupno domovino pelje v prihodnost. Na koncu, naj vas ne govorim samo kot predsednik, ampak tudi kot oče. Imamo otroke. Mislim, da je naša odgovornost, ne samo kot odgovornost političnih voditeljev, ampak tudi odgovornost staršev, da storimo vse, kar je v naši moči. Da jim iz slavne in grenke preteklosti damo vse tisto, kar jih mora navdihovati za njihovo prihodnost in da jim ne pozabimo predati tudi spominov na vse tisto, čemu se morajo izogniti iz naše izkušnje, iz naše narodne izkušnje. Na koncu, spoštovane gospe in gospodje, Slovenke in Slovenci, doma in po svetu. Preteklosti ne moremo spreminjati. Lahko pa spreminjamo prihodnost. Tukaj z nami, danes v Rovtah, na ta spominski dan, so tudi otroci. Ne imajo prihodnost, ki bo razbremenjena prepirov o tej preteklosti. Tudi glede nje smemo imeti različna stališča, ampak ne obremenjujemo jih s tem. Zapomnimo se hude nauke in vidimo v demokraciji in v spravi pot do boljše, lepše, bolj pravične Slovenije, za voljo katere smo tudi stopili pred 25 leti skupaj in poskušamo storiti vse, da jo bodo naši otroci negovali in pustili njihovim otrokom
še boljšo, kot smo jo mi predali njim. Hvala za vašo pozornost.